Čau! Prihodnji teden se v Portorožu pričenja že 27. festival slovenskega filma, na katerem bomo tudi mi, Megafon, partner festivala. Vsak dan boste torej lahko spremljali Utrips festivala in druge prenose. V časopisu, ki izide v petek, pa vam bomo postregli z idejami za ogled nekaterih filmov in z intervjujem z direktorico Slovenskega filmskega centra Natašo Bučar, ki nam je razložila, kaj se centru obeta v prihodnjem letu, glede na to, da zaradi napovedi Ministrstva za kulturo pričakujejo povečanje filmskih sredstev. Kako je torej eno povezano z drugim? Filmi, ki jih sofinancira Slovenski filmski center, so namreč že sami po sebi uvrščeni v program festivala slovenskega filma. Ostali pa si morajo svoje projekcije na tem festivalu šele priboriti. No, bo pa festival letos malo kasneje kot običajno, saj so dekani akademiji prosili, če bi ga lahko malo zamaknili, tako namreč študentom ne oduzamejo prvega tedna, ko bi se morali z novim študijskim letom šele spoznati. Torej, otvoritev festivala, kot rečeno, bo 22. oktobra, to je torek ob 19. uri. Eden od osrednjih dogodkov otvoritve je, tako kot vsako leto, podelitev nagrade, ki se od lani imenuje nagrada Milke in Metoda Badjure. Letos jo prejme, to smo že objavili in vsi veste, kostumografinja Zvonka Makuc. Predtem bo v avli to pot, ne v Beli dvorani, ampak v avli otvoritev razstave od Zvonki Makuc ob 17:30. Ste seveda vljudno vabljeni. To razstavo letos pripravlja Društvo slovenskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev Maske in bo nekoliko drugačna, manj fotografij in nekih opisov iz življenjepisa Zvonke Makuc, ampak bo neke vrste interpretacija kostumografskega dela Zvonke z kostumi v živo, tudi kostumi, ki jih bodo lahko obiskovalci oblekli, to se pravi, jih poskušali in podoživljali, da rečem, atmosfero filmov, v katerih je Zvonka Makuc mnogih sodelovala tudi v živo. Otvoritveno slovesnost bo letos gostila voditeljica Tajda Lekše, v kulturnem programu pa bo nastopil Eastern European Bass Ensemble. Tako, seveda je pa osrednji del otvoritve, in to lahko danes povem, osrednji del otvoritve je otvoritveni film, osrednji del kulturnega programa in celotnega dogodka. Letos bo prvič, odkar je Festival slovenskega filma festival otvoril dokumentarec, to je delo Maje Doroteje Prelog Čentani v produkciji Cvinger filma, film, ki ga že poznate, ker prihaja na naš festival z nekaterimi uspešnimi predzgodbami na nekaterih festivalih, predvsem v naši regiji. Obeležili bomo tudi dve pomembni obletnici. Prvo skupaj obeležujemo Slovensko kinoteko, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, to je 90-letnica režiserja znamenitega slovenskega in pa seveda tudi profesorja filma gospoda Matjaža Klopčiča. Druga obeležitev pa je obeležitev 100-letnice rojstva, po mojem nekoliko po krivici, malo, ne bom rekel pozabljenega, ampak ne preveč izpostavljenega režiserja filmskega, televizijskega in tudi gledališkega Igorja Pretnarja, katerega slovenske klasike, kot so Samorazniki, Martin Kačur, so zaznamovale naš filmski prostor. Kar zadeva Klopčiča, bomo spomin nanj počastili s projekcijo restavrirane kopije njegovega filma Sedmina in sledil bo potem pogovor z poznavalko Klopčičevega dela Majdo Širca. Pretnarja bomo pa počastili z televizijskim dokumentarcem režiserja Slavka Hrena, Eisensteinov učenec, 100 let, režiser Igor Pretnar v Moskvi. Ker kot vemo, je Igor Pretnar bil prvi slovenski ustvarjalec, ki je študiral na znamenitem VGIK-u in to celo pri gospodu Sergeju Eisensteinu.
Med letošnjimi novitetami je sicer nova lokacija oziroma zamenjava za eno od prejšnjih lokacij, torej za Monfort. Namesto v Monfortu bodo projekcije spremljevalnega programa letos v magazinu Grando, kar je v bistvu skladišče zraven Monforta, za las celo bližje centru Portoroža za tistih par metrov. Tam bodo tudi zabave po projekcijah, kjer bodo vrteli domači DJ-ji od Woodyja do Recyclemana. Letos je bilo nadpoprečno veliko število, to moram na začetku povedati, prijavljenih filmov, odkar sem jaz direktor, največ. To lahko kaže na neko, da rečem, pospešeno produkcijo v slovenski filmski proizvodnji, tudi neodvisno, in pa seveda tako imenovano nacionalno produkcijo, to se pravi filmov z nacionalnega programa. Bilo je prijavljenih 163 filmov, tako to je približno slabih 50 filmov več kot lansko leto, naprimer. Zato je tudi selekcija se morala temu prilagoditi glede na kapaciteto festivala, terminsko in prostorsko, in so nekateri filmi žal tudi bili zavrnjeni. V tekmovalni program se je uvrstilo 72 filmov, od tega 13 celovečernih, 5 igranih, 7 dokumentarnih, en igrano dokumentarni. Tukaj nekaj, že ta podatek govori, da je dokumentarec, kako da rečem, na pohodu, verjetno po mojem mnenju tudi to, ker je Slovenski filmski center, kot mnogi veste, uvedel nov steber dokumentarnega filma, nov razpis, ki je posvečen samo dokumentarcem, in to se očitno začenja tudi poznati v produkciji. Potem je 21 kratkih filmov različnih zvrsti, eksperimentalnih, animiranih, igranih, dokumentarnih in pa hibridnih form. Potem je 6 srednjemetražnih, to so dokumentarni filmi, in pa 8 manjšinskih koprodukcij, od tega sta 2 dokumentarni, 1 kratka igrana in pa 5 celovečernih igranih koprodukcij. V pregledni program smo dali 27 filmov, en film pa smo uvrstili, sem jaz kot direktor festivala uvrstil v posebni program, to je film, ki je bil lani najbolj gledan oziroma letos v kinematografih. Tega lahko omenim, ker ne tekmuje, to je Gepek od Žige Kukoviča, ki je pač po mojem mnenju si z ozirom na odziv slovenskega kinematografskega občinstva zasluži, da se predstavi tudi na našem festivalu. Torej, v posebnem programu sta seveda tudi filma, ki sem jo že omenil, ob obletnicah, in pa naj še omenim, da so v posebnem programu tudi 2 projekciji matineji animiranih filmov, ki jih pripravlja Društvo slovenskega animiranega filma za predšolsko in šolsko mladino. S tem v bistvu začnemo festival že v torek pred samo otvoritvijo, tako da rečem festivalski projektorji začnejo, da rečem prispodobično, brneti že v torek dopoldan v veliki dvorani Auditorija Portorož. Žiriji, tako kot vsako leto in tudi glede na število filmov, čeprav pravilnik tega ne določa, je to možnost, lahko bi bila tudi samo ena žirija, ampak v takšni količini filmov se mi zdi, da bi celo težko kvalitetno opravili svoje delo, zato sem spet imenoval v skladu s pravilnikom 2 žiriji. Prva je žirija za celovečerne filme, se pravi žirija, ki bo ocenovala vse celovečerne filme, tako dokumentarne kot igrane letos, in podeljevala zraven nagrad za filme tudi vse strokovne nagrade, ki iz tega izhajajo, to se pravi fotografija, zvok, maska, igra in tako naprej. Druga žirija je pa žirija za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme. Ta bo pa seveda že sam naziv žirije pove, kaj bo ona ocenjevala. Prvo žirijo se stavlja letos. Lani so bile v tej prvi, da rečem, žiriji ženske, v drugi moški, letos smo malo obrnili, so v prvi žiriji moški, v drugi so ženske. Zakaj že? V eni žiriji samo moški, v drugi samo ženske. Zakaj že? Po pravilniku slovenskega festivala piše, da morajo biti žirije spolno, starostno in strokovno raznolike.
Obenem pa tudi piše, da morajo biti nekateri iz tujine. In jaz mislim, ni opredeljeno, ali sta dve ali ena žirija, tako da žirija je vsekakor zelo enakovredno spolno raznolika. Če vzamemo obe žiriji pol, to se pravi 50% je moških in 50% je žensk. Tudi lani je bilo tako in vsako leto stremim, da je ta, da rečem, spolna raznolikost enakovredna in da ne prevladuje. Moram pa povedati, da imenovanje žirij seveda na nacionalnem festivalu je poseben izziv, ker ne zdaj, da ljudje ne želijo, ampak se veste ocenjevati na domačem terenu ali pa ocenjevati nekje, kjer nisi tako involviran v samo dogajanje, je nekaj drugega, tako da jaz se žirijami začnem ukvarjati že od februarja, da jih sestavim potem do avgusta, z vmesnimi odpovedmi in tistim, ko se kdo premisli ali pa si ne premisli, tako da moram to vseeno povedati, da ni to samo en klic, ampak kar velik zalogaj. Na tole pa bil en diplomatski politični odgovor, ne? No, super bo, če bo v prihodnje ta člen razumljen malo drugače in bodo v obeh žirijah tako ženske kot moški odločali skupaj. Saj mešanje žirij na moške in ženske res ne vodi v enakopraven svet, prej v nadaljevanje segregacije in diskriminacije. Ampak nadaljujemo s filmi. Namreč letošnji tekmovalni program festivala prinaša kar tri otroške oziroma mladinske celovečerne filme, prinaša črno komedijo in še seveda film Sonje Prosenski smo ga že pravzaprav v distribuciji gledali oziroma v distribuciji še vedno trenutno ponekod je. Torej, komunikativnejše vsebine so letos prišle na plano, veste verjetno že to, da filmi nastajajo v nekih ciklih. Mnogi filmi, ki so narejeni, so rezervirani za svetovne premiere, mnogi grejo potem nekateri na festival in tako se ta neka gmota organsko izmenjuje na festivalu. Letos bi rekla, da prav zares izstopajo filmi s komunikativnejšo vsebino, predvsem taki, ki so namenjeni otrokom in mladini, kar je neke vrste tudi rezultat naših korakov, da vnesemo to raznolikost. Tisto, kar je posebej opaziti tudi, pa mogoče je potrebno včasih tudi nagovoriti, predvsem takrat, ko se v javnosti pojavijo neka namigovanja, da samo ene in določenim produkcijskim hišam je ta prostor odprt, da delajo filme, spet drugim ne. Moram poudariti, da letošnji festival izkazuje tudi raznolikost produkcijskih hiš, ki filme v Sloveniji delajo. Letos se namreč med 5 celovečerci kar seveda 5 različnih produkcijskih hiš in enako velja za 8 dokumentarnih celovečercev, med katerimi so produkcijske hiše, ki so ustvarile, jih je med njimi kar 8. Torej, pravzaprav smo uspeli v zadnjih letih, in to se lepo vidi na letošnjem festivalu, odpreti prostor tako za raznolikost vsebin, kot po drugi strani odpreti prostor za to, da je dostopen za res različne ustvarjalce in tiste, ki delajo filme. To je pomembno včasih nagovoriti in poudariti. Mogoče, ker Bojan ne želi pač o filmih govoriti v izogib temu, da bi kakšne prioritiziral, bom vendarle jaz prebrala, kateri filmi so v tekmovalnem programu. Čao Bela, produkcije Sever in Sever, Igrišča ne damo, Atalanta, Odrešitev za začetnike Mono O, Tartinijev ključ, Blade produkcija in To je rob Temporama, to so igrani. Potem so pa še dokumentarni, Dva brata, dve sestri Astral, Čentani, kot je bil že omenjeno, Cvinger film, Kino Volta, produkcija Fabula, Nekoč v Posočju, produkcija Zank, Praslovan, produkcija Invida, V tišini življenja, produkcija Casablanca, Zajeti v izviru, Otroci Lebensborna, produkcija Bela film. Seveda je ta raznolikost še bolj razvidna v kratki formi, ki jih projektov kratkih ne bom naštevala, jih je cela vrsta odličnih dokumentarnih in igranih kratkih filmov, tako da je to nek pomemben rezultat prizadevanj tudi filmskega centra, to, kar je že direktor festivala poudaril. Veliko energije smo v zadnjih letih poskušali vložiti v dokumentarno formo in omogočiti boljše pogoje. In seveda festival je tista priložnost, ki res kaže že zdaj 2 leti zaporedoma rezultate, da smo storili prav in da so naši ukrepi v bistvu zafunkcionirali, ker vidimo, da se je dokumentarnemu filmu
v bistvu dogaja nek preporod. Tisto, česar ne smem danes, nekako ne želim danes pozabiti omeniti oziroma poudariti, je, kako zelo, zelo velika zgodovinski korak se nam obeta. Namreč, verjetno ste že tudi vi v medijih prebrali, da je vlada naposled slišala naše besede in napovedala bistveno povečanje finančnih sredstev za film v letu 2025 in 2026. Iz podatkov, ki so pač v javnosti razvidni, smo razbrali, da gre za, da bo v prihodnjem letu in v letu 2026 od celotnega kulturnega proračuna, ki je tudi povečan, več kot 5% predstavljalo sredstva za film. Kako velika sprememba to je, predvsem povejo številke. Sama sem nastopila ta mandat, prvi svoj mandat leta 2016, takrat je Filmski center upravljal 4,3 milijone evri sredstev. Danes se nam obeta torej za leto 2025 slabih 15 milijonov evrov za slovenski film. Gre za res konkretno povečanje, ki bo predvsem omogočilo boljše pogoje. Torej, mi smo nekako, če smem ob tej priložnosti festivala tudi to nekako izkoristiti priložnost povedati, da smo v preteklih letih, kot tudi program letošnjega FSF-ja kaže, poskušali odpirati prostor, ustvarjati nekje kapaciteto ustvarjanja v Sloveniji, torej številne produkcijske hiše, ki so zdaj v formi, da lahko producirajo, ustvarjalci, odpirati prostor za mlade talente, predvsem na razpisih za prvence celovečerne, tudi za kratko formo, in mislim, da je prišlo to napoved tega povečanja v trenutku, ko zares imamo kapacitete, da bomo lahko naredili korak naprej, predvsem v pogojih za delo, kar pomeni z drugimi besedami v sredstvih na posamezen projekt, ki se bodo zdaj lahko povečala, ne samo v številu projektov, ki jih podpiramo, kar smo bistveno zdaj v zadnjih letih omogočali, in seveda ob tem stremeli tudi k temu, da se bo seveda, nadejamo vsi, da če bodo res bistveno lahko izboljšani pogoji za delo, za filmsko ustvarjanje, da bo tudi kakovost razvidna v prihodnjih letih. Seveda pa pri filmu ne gre to iz danes na jutri. Veliko filmov, ki jih boste letos gledali na festivalu, filmi, ki jih boste letos lahko gledali na festivalu, prihajajo z različnih let, živijo svoja življenja skozi čas, od nastanka, od podpore do konca, tako da se vedno zmešajo letniki, ampak pokaže pa vendarle nek prerez dela. Mi smo letos že, oziroma filmski ustvarjalci z našo podporo se posneli že 5 celovečernih igranih filmov, 6. se pravkar snema, Jan Cvitkovič, kot veste, v Idriji snema te dni. To bo 6., pričakujemo še 2 filma letos, to pomeni, da bomo letos zapisali se v zgodovino, verjetno tudi potem, da se je eno najboljših let, in kar se tiče števila filmov, ki se snemajo v tem letu. To se ne nanaša na festival, to bodo prinesla prihodnja leta, ampak se zdi, da je to, da je 8 celovečercev v enem letu posnetih, da je kapaciteta Republike Slovenije, da je to, tle smo, če govorimo o tem, kakšne resurse zdaj imamo, bomo pa videli, kako bo to lahko s tem povečanjem izboljšano cel okvir, tudi ne nazadnje okvir finančni, v katerem festival deluje, ki je že vrsto let enak. V zadnjih letih pa je bilo moč opaziti tudi to, da se je strokovni program na festivalu slovenskega filma oplemenitil. Letos bo v fokusu tudi povezava z avstrijskim filmskim centrom, kot si vsako leto pač izberejo na državo. Ker pa bo večina strokovnega programa potekala ob dopoldnevih, bodo dogodke tudi posneli za kasnejši ogled. Otvorilo ga bo koprodukcijsko srečanje slovenskih in avstrijskih filmskih institucij, ustvarjalcev in producentov, o čemer je zdaj govorila že Nataša, tako da se ne bi preveč ponavljala. Še isti dan pa bomo potem nadaljevali z obeležitvijo jubilejne 10. obletnice Dnevov slovenskega filma, s katerimi Društvo Sava izbor sodobnih slovenskih filmov iz Portoroža vsako leto popelje do beograjske jugoslovanske kinoteke.
in kjer so v zadnjih 10 letih v Beogradu predstavili že več kot 200 slovenskih celovečernih in kratkometražnih filmov. Letošnji jubilej pa so pospremili tudi z izdajo obsežne monografije, ki bo v bistvu še dosti sveža iz tiskarne predstavljena pri nas na festivalu. Dogodek se bo pa naknadno sklenil še z otvoritvijo razstave portretnih fotografij Irene Herak, ki z dnevi slovenskega filma sodeluje že od njegovih začetkov in razstava bo potem v avli Auditorija še cel teden na ogled. V naslednjih dneh nas potem čaka še kar nekaj dogodkov, od predavanja in okrogle mize na temo avtorskega prava, pravnega statusa soavtorjev AV del in splošnih pravil filmskega pogodbenega prava, do delavnice zelenega filmskega ustvarjanja pod mentorstvom Ines Kežman iz Motovile, predstavitve aktualnih mednarodnih priložnosti ustvarjalne Evrope za financiranje filmskih projektov, osvetlitev projekta Europe in Sync, ki bo skozi pogovor Markusa Lindeja in Barbare Zemljič spodbudil dialog med filmskim in glasbenim sektorjem, in pa predstavitev certifikata Iskra, Društva slovenskih AV igralcev, s katerim ustvarjalci potrdijo svojo zavezanost ničelni toleranci do spolnega nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu in v umetniškem procesu. Tukaj bo še okrogla miza Ženske delajo film, ki jih v obeležitev 30. letnice Mesta žensk, pa tudi kot nekakšen odmev jesenske filmske šole, ki se bo zgodila naslednji teden in se dogaja pod istim imenom. Organizirajo Društvo slovenskih filmskih publicistov Fipresci in na kateri se bo s producentko Ido Weiss, montažerko Saro Gergek ter režiserkama Sonjo Prusenc in Majo Dorotejo Prelog pogovarjala dr. Polona Petek. Tukaj bo še okrogla miza na temo literature na filmu, ki jo organiziramo v obeležitev 2 obletnic letošnjih, to je 90. obletnice Matjaža Klopčiča, ki se s filmom Sedmina podpisuje pod filmsko adaptacijo Bena Zupančiča, in pa 100. obletnica rojstva Igorja Pretnerja, ki je samorastniki in idealistom v filmski jezik prevajal Prežihova Voranca in Ivana Cankarja. In sicer o tem, kaj dela literaturo filmsko, kakšne so razlike v adaptacijah klasične in sodobne literature in zakaj je potrebno graditi mostove med literarnimi in scenarističnimi svetovi, se bomo pogovarjali s scenaristom Matevžem Luzarjem, ki se podpisuje pod televizijsko adaptacijo knjig Tadeja Goloba, pisateljico Suzano Tratnik, katere kratke zgodbe Noben glas sta v scenarij nedavno prelili Nika Jurman in Ester Ivakič, avtorjem knjige Ko beseda podobo najde dr. Matevžem Rudolfom in pa nekdanjim urednikom Cankarjeve založbe Aljošo Harlamovim. Na festivalu se bo v strokovnem partnerstvu Društva slovenskih režiserjev in režiserk in pa Društva Kraken odvila tudi 9. edicija Kratke scene, pa 4. edicija Dokumentarnice, ki bo potekala pod mentorstvom Matjaža Ivanišina, Roka Vička in Petre Seliškar, in pa že 9. scenarnica, ki tokrat prvič poteka pod vodstvom mentorice Elme Tatarkič. Podeljena pa bo tudi že 10. nagrada Kosobrin, ki se vsako leto podeljuje dragocenemu filmskemu sodelavcu oziroma sodelavki in katere prejemnik ali prejemnica bo naznanjena naknadno. Pester bo torej festivalski teden in škoda, da se ima podelitev ponovno zgoditi v nedeljo, ko veliko ljudi ne more priti, kar je bila leta dolgo prej super praksa, ko je bilo to v soboto, da so se prihajali ljudje podpirati, pogledati nagrade in na to podružiti, pomrežiti in podobno. Ampak, da ne bomo samo jamrali, na novinarski konferenci smo izvedeli tudi, da na festivalu slovenskega filma malo pomagajo tudi neodvisni produkciji. Saj lahko tistim, ki tega še nimajo, naredijo digitalno kopijo primera
primerno za predvajanje filma na stroške festivala. Poglejmo pa na hitro še filme, katerih napovedniki so že na voljo, kajti ni jih prav veliko, kaj šele vsi. Eden od njih je tale film Vida Hajnška, ki se ukvarja z odročnim delom Slovenije, s halozami in s tamkajšnjim prepletanjem individualnega in kolektivnega. Ne pozabimo pa tudi na kratke filme, ki so bili nekaj časa predvajani kot predfilmi celovečernih filmov, vsaj takoj so jim rekli, no letos pa so ponovno v svojih posebnih sklopih, tako kot je bilo že lani. Med njimi bo tudi ta, ki je požel že kar nekaj odzivov, saj govori o zelo aktualni temi, spremlja namreč 2 dekleti v sredini 20 let, ki ima diagnosticirajo raka. Čisto nasvukali konice več. Rdeče luči se pomešajo z dimom in zdi se, da v rokah držim tvojo rdečo grivo, ki v šopih izpada. Moja omotica se prepleta s tvojo utrujenostjo. Dekle ob meni mi v usta zliva fefi. Za vsako odmrlo belo krvničko si uniči eno možgansko celico, a ne tistih, ki mislijo nate. Ne pozabimo pa še na en dokumentarni film o življenju ob madžarski meji, v vasi, ki leži tik pred Mursko šumo. Gre za posebno vas, v kateri živijo prebivalci, ki so pred 100 leti prišli s Primorske. Soča voda je šumela, mesec je na nebu sjal. Ti pa oknu si slonela, ko sem jaz slovo jemal.
Stara mama pa prav uživa v šparglih. Ja, že, dobro, hvala lepa. Oni so namreč zaradi Prve svetovne vojne, katera je divjala na Primorskem, nasilno morali leta 1915 zapustiti svoje domove in odšli so v begunska taborišča po Avstriji in Češki. Ko je bil konec vojne, dejansko niso imeli kam. In to so bili pretežno Madžari, pravzaprav nobenega ni bilo tukaj naseljenega. Ti Primorci, ko so prišli sem, tu ni bilo ničesar, ko so te hiše delali. Pa tako, kot da bi bil na plaži. Še lepše je. To bo to za danes, zdaj pa kar v priprave na festival. Kot rečeno, vsak dan nas lahko spremljate in vidite, kakšen je kaj utrip na festivalu. Tako da le kliknite vmes kaj na megafon.si, kjer vam bomo sporočali, kdaj, kje in kako lahko spremljate tudi prenose, da boste lahko festivalu sledili od blizu. Zato se ponovno tokrat vidimo že malo prej kot čez en teden. Čau!